še slišite nekaj nadaljevanj o Davorinu Trstenjaku. Prispevek je pač nadaljevanje tega, kar sem imela prejšnja leta že v Bovcu, in sicer v zvezi s tem obsežnim gradivom, predvsem Davorina Trstenjaka in nekaterih drugih slovenskih piscev v 19. stoletju, ki so tedaj objavljali tako v rokodelskih in kmetijskih in rokodelskih novicah kot v drugih publikacijah. In sicer to, da njim je bilo popolnoma jasno, tudi vsem, ki so to prebirali, da smo Slovenci staroselci. Ob stoletnici rojstva Davorina Trstenjaka ga je Klonar primerjal z troje znamenitih mož, in sicer Miklošiča, Mraza in Trstenjaka. Trstenjak lepo napisal, da je z dušo poeta raziskoval filologijo, mitologijo in zgodovino in pisal politične podliske in uvodnike. Čeprav je bilo njegovo raziskovanje brez pravega metodičnega reda in sistema, ki so ga pozneje še bolj kritično označevali kot znanstvenega diventanta, to Slodnjak, pa žal njegovega dela ni v celoti še nihče analiziral. Zakaj ne? Šele primerjava antičnih virov, ki jih on navaja, in sodobnih virov, ki so v nemščini, bi bilo potrebno primerjati z najnovejšimi dognanji in šele to bi dalo bolj objektivno sliko v njegovem delu. Že izbrani primeri, ki jih bom v nadaljevanju pokazala, pa kažejo na njegovo pravilnost dognanj o Slovencih staroselcih. Naprimer, v razpravi na polju starodavne zgodovine je leta 1971 pisal o staroselcih Venetih, prednikih Slovencev. V sestavku je navajal antične vire Homerja, Herodota, Cezarja, Plinija in pisal o naselitvi Venetov, to, kar so potem tudi v 80. letih Tomažič, Šavlin, Bor navajali, kjer so bili vse naseljeni. Zanimivo je, da je pisal, da je bila značilna plava barva za te Venete in da so se tako oblačili. O tem, da so plavo barvo imeli Veneti, piše tudi Sotirov v enem od prispevkov, ki je bil objavljen v zborniku konferenc korenine slovenskega naroda. Kot priloga slovenske pčele je šla tudi njegova razprava, kdo so ambidravi in kdo je sezizal starodavni mesti Virunjo in Teurnija, Kelti ali Veneti. Obsežen je njegov prispevek o Noriku in Noreji, v katerem piše v prvem delu o mejah, gorah, rekah, mestih, poljedelstvu, rokodelstvu, obrt in umetnosti, v drugem daje zgodovinski pregled, v tretjem pa govori o bogini Noreji. V prispevku, odkot so Slovenci prišli v dežele nekdanjega Norika, piše, da Slovenci nimajo povesti o svoji prvotni domovini, kot drugi narodi. Ime Norik je navedeno po padcu Rima leta 476 in zanj še ve Prokop leta 565. V času bojev vzhodno-rimskega vojskovodje Priska proti Antom v letih 594 in 595 pa že imenuje Slovenijo Noriku. Eden od dokazov, da naj bi Slovenci od nekdaj živeli v Noriku, so imena najvišjih ledenikov, no, to smo nekaj danes o tem slišali, in da so jim tako dali imena, so morali živeti več kot 200 let pred tem, sicer bi bila imena keltska. No, zdaj smo pri tistih slavnih Keltih.
Krajevna imena so torej eden od virov za razvozlavanje poteka poselitve, pomembnih virov. V Noriku ni krajevnih imen s končnico Slav, Slava, Slavci, ki so značilna za panonske Slovence in ki so prišli v 6. stoletju. In jih tukaj tudi navaja. Za korotanske Slovence je na slovensko-rimskih spomenikih za osebna imena zelo značilna končnica Mar. Magimar, Bogimar, Rezimar, skratka, tukaj je še dela na pretek. V naslednjem spisu o Belinu, o tem so tudi že precej pisali, tudi knjigo izdal Petkovšek. Kdo so bili Noričani in Panonci, spet ti Kelti ali Slovenci, zavrača tezo, ki so jo oblegavljeni nemški nekateri slovenski, že takrat zgodovinarji, da bi bil Belin keltsko božanstvo, da bi Trstenjak prepričal keltomane, tako jih imenuje, da Noričani in Panonci nikdar niso bili Kelti, navaja po Lukanu keltska božanstva, tega tukaj ne pišem, on jih našteje. Ta pa jih navaja po Angležu Mari, ali kako se to že izgovarja, ne vem, ne tisti popravijo, ki znajo angleško boljš, v zgodovini evropskih jezikov in sicer citira, da Kelti, Tevtoni in Sloveni lastnih imen rek niso nikdar po svoji volji izmislili, da imena izkazujejo tekanje, gibanje, valanje, idenje, lasenje, dretje, primer, Drava od Erem, Sava od Cujem, Bistrica od Bistri in tako naprej. Imena narodov, rodovin in oseb so nastala po imenu božanstev, to je tudi zanimivo, bi bilo treba tukaj, da še marsikaj raziskati. Imena narodov pa tudi po legi krajev, rek, gor, Lehi, Polaki, Ambidravi, Podavljani, Kolapjani, Pokupljani in tako naprej. Pokolpci, recimo. Skratka, jezik je neizmerni vir preučevanja za tisto zgodovino, ki jo ne moramo razvozati ne iz arheoloških najdb, ne od tistih ostankov starih virov, ki so nam ostali. Veliko jih je bilo uničenih že od Aleksandrijske knjižnice, največje knjižnice starega veka naprej. Cezar je keltogalska božanstva prilagodil rimskim in grškim imenom, ker je Gale težko premagal, začel z vsemi močmi svobodoljubni narod galeški polinizirati. Zdaj, pri teh kelkih bi bilo marsikaj za povedati, vendar bi bilo treba tukaj preštudirati kar nekaj francoske literature, nekaj je tudi prevedeno, zelo zanimivo, o tem Cezarju, ki ga v Ljubljani zelo slavijo, in sicer 2000 let vojne in podobne stvari. Francozi namreč pišejo čisto drugače, da je oropal vsa svetišča po Gali, ki so imela zlata božanstva in jih pretopil v novce, da je plačeval vojsko, ki je osvajala ozemlje. Skratka, tukaj o teh virih navedeni so na koncu tej publikaciji citati iz teh antičnih virov, kaj pravijo o teh keltih. Tam tudi ni naslikano na zemljevidih, da bi bili kakšno pleme keltsko na našem območju. In to je, mislim, direktorca ali nacionalnega muzeja ali nečesa. Nisem posebej za to pripravila, se nisem lani v enem razširjenem prispevku to bolj obdelati. Skratka,
o teh keltih na Slovenskem je tudi, tukaj ne navajam naprej, je tudi Trstenjak pisal, da ni nobenih antičnih virov, ki bi izrecno navajala, da so kelti poseljevali naše območje, ampak zelo natančno navaja, kje so omembe, kje bi ti drobci keltov prišli in tudi potem izginili. Tukaj pol, zakaj tudi, kako je ime cesar iz Cezarja in kralj iz Karla, tako pač razlaga Trstenjak. Naprej o panonski slovenski boginji, imenovanje Vida Solitana, je dokazoval, da stari panoni niso bili ne Traki, ne Iliri in slovenščnost starih Norancev in Panonov. Pri tem se je skliceval na Strabona in Apjana in je Ilirijo mislil Strabon bolj v administrativo, ne pa v rodoslovnem pomenu in prav tako Apjan. Skratka, pri teh starih imenih za narode je treba zelo biti previden in ločen, kaj so bila imena za upravne enote, ki so jih dajali potem Rimljani in potem za Rimljani vsi drugi, od tistih imen, ki so bila za narode in kakor so se sami sebe imenovali ti narodi. In potem zelo natančno piše, kje je bil potek te meje med, do kje so segali ti panoni. Poleg krajevnih imen, o katerih je pisal že Šafažik, navaja Trstenjak še rimsko postajo Lugjo, kot luža, lug, preko repav, podobne lepenac, kot dokaze o slovenskosti panoncev. Drugi dokaz je ta rimski spomenik, ki so ga našli v Toplicah in potem tukaj poveže, to je pa tisto res, kar po pravici očitajo. Trstenjak potem pride na Indice in na te božanstva, skratka, njegovi prispevki so zbirk vse mogočih podatkov, ki so zelo zanimivi, vendar se ne drži ene same teme, ki bi jo obdelal in jo pelal skozi ves prispevek. Zdaj, posebno zanimivo je to, da kako je razlagal ta imena in sicer pan od sanskrbskega, panonija od sanskrbski pan, ki pomeni kupiti, kupčevati, tržiti in tako naprej. Hromnik navaja drugo razlago, skratka, da je povezano s poljem. Potem pa spet navaja bolj jasno, kako je takrat mejila poznejša Panonija, ampak tukaj navaja, kar je zanimivo, ime Panonus in latinski Mercator. Potem je, takrat je verjetno pomenilo to, ne? Navaja, kaj je obsegala v poznejšem času, glede na njegovo pač Trstenjakovo znanje. Zelo obsežen je potem tudi, on je šel kar po vrsti, ne? Zelo obsežen je njegov prispevek, kako daleč je segala zemlja starih Epodov, in sicer spet primerjal Plinija in Strabona in iskal seveda, kje so bila ta slavna japotska mesta. Tukaj jih navaja in za peto mesto, Metulum, se tudi ne ve, kje je zdaj, arheologi ne vem, koliko so naredili, da bi te stare mesta odkrivali. Za obe vesti Trstenjak meni, da so bile prvotno naselja s sosednjimi panonskimi Slovenci. Trditev, da bi Metulum stal, kjer je današnja Metlika, je ovrgel že Ravnikar Poželjčan, tudi v enem obsežnem prispevku.
Zato navaja utemeljitev po Apionovem opisu, da bi stalo na ravnoti vrh nekega z drevjem zarašenega hriba, pač ta gradišča so bila na vrhu, in sicer naj bi bila to vas Metje, sedaj Metulje, pri ložu. Še sedaj na njihovi spletni strani tega kraja piše, da je bilo to tam mesto Japodov. Skratka, bi bilo treba res arheološko izkopati, ne? Ampak izročilo prebivalcev očitno je, da je bilo to glavno mesto tam. Seveda, ta mesta so vsa porušili Rimljani in ni od njih ostalo nič, zato pač ne vemo, kje so bila. Zelo pomembna je ta razprava slovanski elementi v Venečini. Zelo je obsežna v 4 delih in je na podlagi slovarjev, ki so takrat že išli, recimo Venečine, to je veneškega dialekta, pa tavanskega narečja, to je narečja iz Padove in okolice, in matvanščine, to je iz Mantove, z besedami, ki so podobne v stari slovenščini, tedanji slovenščini iz 19. stoletja, ruščini, litovščini in drugih slovanskih in baških jezikih. Skratka, tukaj bi se dalo, tukaj navajam potem nekatere od teh, grem zdaj naprej, še potem nazaj, navajam nekatere, kaj sem izbrala iz tega obsežnega, kaj je tako zelo očitno. Primeruje imena za živali, jedi, zelišča, oblačila, ladje in trgovske shrambe. Skratka, to, kar je bilo vsakdanje življenje in seveda od tem se ohrani tisto staro. Ne? Taka beseda je starovenecka bargo, slovenska vrzel pomeni lese, odprtine v leseni ograji, ki jo poznata samo venečščina in slovenščina. Nadalje piše o besedi berga v pomenu visoki jez, bred. Sover, vento di tramontana, slovenski sever. Ali roba v pomenu tkanine ali predmetov, ki je prišla v druge jezike iz slovenske veneščine. In besedo trst ima za razliko od Stravoda, ki ga imenuje Vitus Karnikus za venecko mesto. In potem že on razlaga prvotno ime trsta iz slovenske besede trg. Zdaj, grem nazaj na tole. Kako je to razložil? Sklepal je, da v 4. stoletju je ljudstvo govorilo mešanico iz italsko-veneckega jezika, debla so bila večji del slovenska, a tvarilne oblike italske, zraven je vplivala na oblike besed moč glasniških postav italijanskega jezika. In naprej, kjer najdemo to. Zdaj, zanimivo je, da je drugi Italijan, Serči, ki so ga tudi ti raziskovalci staroselstva, kot je bil Buga, citirali, enako, ki je bil po rodu iz Južne Italije, ko je prišel na sever, ugotovil, da takrat ima severna italijanščina drugačne oblike jezika kot južna. In potem on tudi na podlagi drugih raziskav in virov ugotavlja, da so bili tukaj protoslavi že daleč pred prihodom Rimljanov. Skratka, zdaj celo vrsto ima Trstenjak prispevkov, kjer razlaga ta rimsko-slovenske postajo, rimske bi rekli zdaj, zgodovinarji in arheologi, ampak on govori rimsko-slovenske postave. Tukaj navajam samo 3. Ne navajam, kako razlaga, ampak zanimiva je ena tale, glede Celja. Celje je v
še zdaj se reče, gre v Celje, ne govorijo, da greš v Celje. Polatinčeno Celeja, Celovec in venetsko mesto Celjina, razlaga iz besede celo, pomenilo pa naj bi, da je imelo 3 mestne dele, in sicer tako je razložil Dietmar, zgodovina, za mesto Ridegost. Sestavljeno je bilo iz gradu, to pomeni trdnjave, to je pa tisti grad, gradišče in tako naprej, mesta in trga. Trstenjak je uporabljal, zdaj smo pa pri tistih Slovencih in Slovanih. Trstenjak je uporabljal za starodavna Slovence ime Sloveniji in Slovani. Zdaj, tukaj dajem 2 razlagi, in sicer Benelina. Eno, kako so razlagali, da je to povezavo Slovenec in suženj. Kjer je uradno, v uradnem jeziku so bili sužni Srbi, vendar pa ta uradni jezik ni mogel preprečiti gospodarjem slovenskih sužnjev, da jih ne bi imenovali moj Slovenec, mejus Clavinus, tako so imenovali v latinščini, torej moj sužen. Alinej je v tem referatu, ki ga imel v Kobaridu, neodvisno od Benelina napisal, in sicer angleško, in da je z latinske sklavus, in naprej, kako je to v francoščini, nemščini, danščini naprej, in kako je v beneškem narečju iz sklavus, slav pomenu slej, služe, postalo ščavo, potem ščavo in končno čau. Zakaj je to? Kot italijanski pozdrav, podobno kot v srednji Evropi servus, kar je prvotno pomenilo tudi nekaj drugega složatnega. Zakaj razlagam to? Ker smo mi, Primorci, posebno na to občutljivi, ker imamo to še v spominu, kaj je pomenilo ščavo pod fašizmom, in nam je zdaj nerazumljivo, kako se v Sloveniji pozdravljajo vsi čau. Zdaj to lahko si razlagate kot sužen, pozdravljen sužen ali pozdravljen Sloven. Nikakor, bolje pa to prišlo kot to ali ni razlaga, in kar mi to vemo, da je ščavo bila poniževalen ime za Slovence. In da se Slovenci še po drugi vojni niso upali v Trstu po ulici govoriti slovensko. Zato, zakaj je ta zgodovina, da vemo, tako pomembna? Torej, je beseda sužen prišla iz besede Sloven, oziroma Sklaven, in ne obratno, da so Slovence oziroma Slovane poimenovali po sužnji, kar učijo sedaj in napačno razlagajo. To pa pomeni še nekaj drugega, da so bili ti Sloveni v srednji Evropi že pred 2000 in več leti, sicer ne bi v druge jezike to prišlo. Ni moglo priti po 7. stoletju našega štetja, takrat je že malo začel feudalizem. In Trstenjak je veliko pisal o slovenski mitologiji. In sicer takrat je bilo, ga je Kotnik označil kot predstavnika mitološke šole. Ki se je razvila pri skandinavskih in slovanskih narodih. In so ostanke stare mitologije iz teh ostankov, oziroma tudi iz narodnih pesmi, pravljic in pripovedk, lahko črpali oziroma jih skušali na tej podlagi iskati tudi, da se je nekaj v resnici zgodilo. Ena taka mitološka
pripoved je o vesoljnem potopu. Tu je dejansko bilo, ali enkrat ali večkrat, danes smo slišali že pred 68,000 leti, več je bilo verjetno teh potopov in se je potem to ostalo kot mitološka zgodba, v resnici so se pa te stvari tudi dogodile. V resnici je Trstenjak proučeval antične vire, uporabljal in iskal izvor in pomen besed, ne vedno pravilno, vendar nam to vsaj daje podlago, da tudi sami iščemo pravilnejše izraze oziroma razlage. Ampak zdaj naprej o tej mitologiji. Če so te staroselske predstave o ilirskih potomcih pri južnih Slovanih navzoče kot političnim ciljem podrejeni zgodovinski mit in so veneti mit pri Slovencih, kar piše Bratož, so prav gotovo debele knjige o slavi rimske in beneške zgodovine pri Slovencih resnica o dobro plačanem poslu. Potem smo že rekli. Skratka, ta latinomanija in keltomanija sta še vedno nekritični prevzeti ideologiji, ki imata veliko preveč prostora v naših učbenikih in zgodovinskih delih, kar gotovo ne služi poznavanju naše zgodovine. Sodobni slovenski zgodovinopisci, vsaj tisti vodilni, oziroma ki imajo vpliv in moč, so opustili raziskovanje slovenske zgodovine in so prezreli stališča tujih interesov v zgodovinopisstvu. Zdaj, tuji raziskovalci pa seveda so drugače to razlagali, to zgodovino tudi, kako naj bi ta teorija o osvajanju šla. Tukaj navajam, danes je bil že prvi referat namenjen Mariju Alineju, čeprav so šle raziskave naprej. Kako je on označil, da so te teorije v Evropi bile. Tradicionalna teorija, ki je označevala osvajalsko, ki jo je imenoval za osvajalsko in je temeljila na predstavi, da naj bi bili indoevropejci nomadski pastirski bojevniki in prišli v 4. tisočletju. Zdaj te teorije seveda glede na genetiko ne držijo več. Potem druga za gospodarsko, kjer naj bi šli kot poljedelci, z začetkom neolitika. In sicer, kdo je prvi to naredil, da je obrnil staro teorijo? Seveda Angleži, ker se niso sprijaznili, da bi bilo to drugače. In Alineji, treba vedeti, da je on severni Italijan iz porojstva iz Torina, pa seveda tudi ni v celoti podpiral te teorije, da bi pa bili edini, iz katerih je vse izhajalo Rim in rimska kultura. Zato je treba tudi to njegovo razlago razumeti, vendar mu je treba le to priznati, da je Slovane postavil v isti čas s prihodom tudi po tej drugi teoriji angleškega arheologa. Sicer je nemogoče, ker tukaj pravi naprej, ko Matičetov, kar je že omenil doktorant o tem pokopu, piše, v Dolomite niso prišli Slovani, je potrebno iskati druge načine za pristopnost tega pojava. Alinije pravi, torej, kaj se zgodi, če ostanemo na področju tradicionalne teorije, pa katerekoli ne, po kateri naj bi prišli Slovani v svoja južna bivališča šele v 7. stoletju našega časa. Njihova prisotnost v alpskih dolinah torej ni priznana. Teorija o pozni selitvi Slovanov je tudi v protislovju s tradicionalno teorijo o navalu indoevropejcev v sprejni dobi,
glede na to, da ni mogel nihče še potrditi, kje naj bi se skrivali Slovani celih 3 ali 4 tisoč let, preden so se množično privalili v Evropo in jo zasedli skoraj polovico. Zato je popolnoma jasno, zakaj tudi Alineja toliko ne citirajo. Zato, ker je vsa zahodna znanost seveda usmerjena samo v njih in oni so prvi in oni so najbolj napredni. Vsi vzhodnjaki, Slovani, pa seveda nimajo svoje zgodovine, ne? Tudi ne svoje kulture. In to se... In če zdaj pogledamo tudi sedanjo politično sliko Evrope, točno vidimo to Evropa dveh hitrosti in tako naprej in tako dalje. In jasno je, zakaj tudi te stroke in te vede tako se ukrepajo teh starih teorij, ker je to vse v skladu s tem, kdo je najmočnejši in ima največji vpliv, ga ima tudi na to področje. Zato seveda je pomembno, da gledamo na vse te tudi naše pisce, ki so pisali o naši preteklosti drugače in da jih ponovno ovrednotimo od Bohoriča in drugih naprej, nekaj obrazcev je bilo že narejenega in drugih. Skratka, tudi znanstvenikov, ki so pisali v nemščini, recimo kot Peter Miklošič, ker nimamo prevedenih, bi morali prevesti vsaj njihova temeljne razprave, da bi lahko brali v slovenščini. To pa še nekaj drugega pomeni, da kakor so takrat postali dvojezični, ko piše tukaj Trstenjak v 4. stoletju, tako se zdaj nam kaže, če bojo uvedli angleščino v univerzo, spet ne bomo imeli svoje inteligence, ki bi govorila in pisala v slovenskem jeziku in spet ne bomo imeli svoje zgodovine. Skratka, zato je pomembno, da imamo slovensko univerzo, slovenski jezik, da proučujemo svojo zgodovino, ker edino tako bomo vedeli, kaj in kakšna bo naša prihodnost. Hvala lepa. Tako najlepša hvala, mislim, da je to pika na i velikega zgodovinskega loka, ki smo ga tukaj videli. Mogoče tema Trstenjak je bil v svojem času zelo bran. Seveda je pa, rekel, na to bi še upozoril, neko aktualno zgodovinsko, ni bil zgodovinar. Bil je župnik in je to delal dobrovoljno. Vendar to ni bilo kar tako. Vsa znanost takrat, to je ta podanik tako važen, je bila seveda v duhu preseljevanja in tako naprej. Ampak to tistega predtem ni bilo nič in je prišlo vse novo. Seveda je preseljevanje ljudstev, samo ne pridajo v prazen prostor, zato se ustavijo ravno tam in tako naprej. No, ampak ravno to preseljevanje je zagovarjal Kopitar, ker sem tudi njegovo slovnico vzel in sem jo pogledal in on se ustavi pri preseljevanju. Tako da moram reči, da je pravzaprav pri Trstenjaku tudi ena velika kuraža ali pogum, da je razlagal nekaj, kar niti s slovenskimi znanstveniki že takrat ni bilo nekako v sozvočju. Mogoče še samo besedo, ker je bila ravno to o sklavi in tako naprej, od česa beseda pride. S to besedo se je ukvarjal že Žiga Herberstein in je jasno napisal. Pravilno, ko je šlo ravno v tej karti, ki ste jo videli, pa tega niso upoštevali, namreč ali je prav Slavoniš ali Sklavoniš. Prav je Slavoniš, ker Slovani pridejo od besede slava, ne pa od besede sklavos. Tako da vidite, tudi to je že stara debata. Zdaj pa prosim vprašanja, pripombe. Jaz sem same komentarje. Alinej pojasnjuje, zakaj se imenujejo sklavi,
ker so že Rimljani zasedali in jemali službe iz našega področja, kasneje Benečani in tudi drugi, in je bilo to v 16. stoletju področje, odkudar je največ služilo iz takrat poganskih, kasneje, ko so bili kristjani ostali, tudi Franki, so jemali službe iz vzhoda, zelo slovanskih narodov, in so jih imenovali, so jih postal slav in sklav sinonim. Od tega je izvor iz osvajalskega odnosa v zahodnih jezikih. Ampak Herberstein jim je povedal, da je to napačno. Ja, ves čas je tudi to, da so tisti, ki so bili tukaj avtohtoni, so vedeli, razlagali drugače, ne? Tako. Ja. Pa umar, pa ne mar, ne? Umar, pripomba mar je zelo podobna tudi slovanski pripombi rad. Rado gost, ne? Rado mir. Ja, tega ima polno Trstenjak, ja. Tega ima, ki ga je zelo veliko rad imeti. Ja. In kaj je slovenska beseda rad imeti? Ako nekaj maraš. Ja, še zdaj, ne? Še zdaj, pa v ne mar. Pusti v ne mar, ja. In se tudi v toponimi prenaša, rado mer, ljubo mer. Ja. In to pravzaprav ni keltska, ampak je naša. So tudi te kelti bili zelo sorodni. Galo kelti so bili iz območja med Francijo in Nemčijo. Kaj so bili tudi armoniški ljudje. Ja. Torej, in o tem je veliko pisal v tem naših zbornikih, Koline slovenstva, Tomecoli pa, iz Badarja, kako se pravi? Serafimov, ne? Je tudi slovan teh besed. Tam je kakih 200 besed napisal keltskih, tako galo-keltskih. To upravljam izraz galo-keltski, ne? Na primer, venetari kelti na pravotoški. Ja, ker že Polibi pravi, da so Veneti zelo starodaven narod, slavno kulturo, da pa kelti so jim po šegah in načinu življenja sorodni. Skratka, da pa že pred našim štetjem, ne? Skratka, te vire bi bilo treba res iti na novo brati, sistematično, in več izdaj, ne samo eno, ne? Ker so tudi, jaz sem videla pri italijanskih virih, ponapisi niso vedno verodostojni prvotnemu tisku. Skratka, tukaj zgodovinsko kritično enostavno. Ja, vse, kar je še na voljo, ne, pregledati in temeljito analizirati in obratnotiti. Prosim. Ja, ob teh visokorodnih zahodnoevropejcih, ki ste jih zdaj nazadnje omenila, ne smemo pozabiti, njihovi predniki so prišli v Zahodno Evropo pred dobrimi 4000 leti in takrat so govorili neke vrste prototurščine in so se poindoevropejili šele v Zahodni Evropi, od starosvetov. In zdaj, mogoče bi bilo zanimivo, ne, s temi genetskimi raziskavami, med temi pridelovalci, ustvarjalci in onimi, ki so ropali, ne. Zavojevalci, ki so prišli kot zavojevalci in ki imajo, ja, verjetno imajo še zdaj kakšne gene, da eni imajo bolj gene za delo, drugi pa bolj za si prisvajati. Jaz bi dodala samo eno moje tako mnenje, da te preseljevanje ljudstev je povedno, kar smo tudi zdaj priča, kar se dogaja velike selitve. In če gremo nazaj, jaz meri iz materialne kulture izhajam, imamo pred železno dobo, začnejo pokopavati sežigati. In to pride neko novo ljudstvo, ko ima drug način, obred. Če ne bi prišlo novih ljudi v Evropo, ne bi začeli drugače živeti. So ta mešanca ljudstev vedno prinesejo neko novo kulturo, ki se odraža na materialnih postavinah. Isto potem Rimljana, isto potem, kako je prav, pa to se ne bom skušala, kar se govori Slovani, pa je čisto drugačno kulturo,
Ampak ta mešanica je do danes, ne? Vedno selitve in nekje so staroselci in problem je tisti stiki staroselcev in kako se ti poklakajo. Ampak ravno zdaj, ko ste vi rekli pokop, ne? To, ker so tudi ti klasiki iz 80-ih let, ne? Eno žarna grobišča, eno pa pokopi v zemlji. Saj zdaj imamo enako. Eni so pokopani, eni so sežgani, ampak vse je eno ljudstvo, ena država. Jaz mislim, da pri teh stvarih je treba biti zelo previden, ne? Da ne pomeni tisti meč, da je bil lih keltski, ker je bil tako narejen. Tako kot če bi zdaj rekli, da je na avto, da so bili tle Germani, ker so Mercedesi. Ne, pa gledajte, vi Pa bi ostali Mercedesi. Vi sigurno ne boste nosili muslimanske rute. Jaz ne, ampak po Sloveniji ni nosijo. In tudi ne boste materialni ne kulture, ker ste Slovenka vzeli ene druge. In tako so vedno se držali neke tradicije. Ja vem, ampak če se bo pa ona z ruto pokopala, je bila pač taka. ja, pomeni, da je bila druga kultura, ja. Ampak je bila na tem obzemlju, ne? Lahko se pa bo že Slovenka, ker je že stik. Ja. Ampak pogledaj, v Bosni, ne? V Bosni imamo v bistvu en narod, genetsko, ampak eni se imajo za Srbe, imajo tudi malo drugačen jezik, Hrvati imajo zelo podoben jezik, Bošnjaki imajo od obeh, ampak vere so tebi različne. Pravoslavna, sorodna je katoliška in pa muslimanska. In zdaj, kako to razložiti? Arheološko predmeti, ki jih imajo, ne morejo tega povedati. Arheologija ne more, to so me učitelj moji arheologi. Oni mi vedno pravijo, arheologija ne more povedati po etniji. Ena stvar. Genetika, tudi čisto ne lahko pove migracije, sorodstvo, genetsko povezanost v jeziku ne. Mačari, recimo, pa tudi naš tip življenja z Mačari je zelo podoben. In vsi ti narodi, Avstrija, Italija, Srbija, imamo zelo podobno, tudi genetsko so to, pa zdaj podobno, ne, več identično, ne. Ampak jezik je tisti, ki loči. Tle je velika debata že v knjigi. Vse se bo vrlo pa na Japone. Japoni povijest Japona. Japone imajo Hrvati predvsem. Za svoje, ja. Prednike Hrvatov, ja. In je tle uvod, je 21 strani, kaj je narod, kaj je ljudstvo, kako imenovati Japone ali kot etnijo in tako naprej. Kaj opredeljuje etnijo. Zdaj, kako to do jezika, če vi ne veste, ne, če vi nimate pisnih virov, niti ne v skalah, niti ne na ploščicah, potem je edino toponomastika in onomastika. Tista, ki vam lahko da. Iz tega sveta. In to povezanje, seveda, to so pa raznovne sveta. Zame je materialna. Ja, se to je materialna kultura. Kamnit obljudni kamer z napisi je materialna kultura. To dajo arheologi. Korpus instinkcionum latinarum je tipičen vir, v katerih je naših imen enkrat. Tako se tam Ampak še nekaj k tebe, kako pomembna so krajevna imena. Zadnjič sem dobila, ne vem od koga, en prispevek, kako zdaj Albanci od predsednika države do predsednika vlade naprej je državna politika uniči vse krajevne imena, ker imajo slovanske korene in so slovanske. Nekaj malga je grških, nekaj malga je turških, nekaj malga je italijanskih. Tiste bojo pustili, slovanski, ki pa prevladujejo čez celo Albanijo, sedaj bojo pa spremenili. Tudi Italijani so pod fašizmom vsa slovenska imena po italijančki. Ni bilo treba iti 200 let, 300 let nazaj v germanizacijo. Še zdaj in oni to zdaj delajo. Skratka, Albanci recimo tudi govorijo, da njihovi predniki, da oni so potomci Lirov, ne. To je čista izmišljotina, ne. Oni so eno ljudstvo, ki je prišlo tam iz
Črnega morja in sicer so pobirali potem davke za Srbe, ne? Za Turke od Srbov, ne? Zato ta nasprotja, ne? Skratka, te stvari, ki se danes dogajajo, niso nič v bistvu drugačne in nam lahko marsikaj razložijo, kako so se včasih stvari dogajale, ne? Se pa strinjam, da selitve vedno so bile, ampak ne od takih velikih, tako množične. Vse zdaj govorijo o selitvi narodov, pa jih je prišlo v Evropo z 500 milijon, 1 milijon, ne? Ali 2 milijona. Ja, to je zdaj. No, jaz bi samo še nekaj presagevanju, čisto zgodovinsko. Ja. Samo bi k temu, meni se zdi bav to preseljevanje zaradi tega, ker je pač to zadeva, zato sem požaril tudi pri Trstenjaku, druge polovice 19. stoletja, ko se je narod absolutiziral. In da si ti res absoluten, da si tako, si narediš še ne meje. No in iz tega je ven prišlo, zdaj zakaj, jaz tega tako ne berem, niti v nemški literaturi, da so prišli Slovani izza Karpatov, iz tistih, kaj to je, Komarji, Priparjatskih, in tako naprej. Poglejte tale Atlasa Neurdelijev, on lepo napiše, Karpati se raztezajo v velikem loku in Slovani so z obeh stranija. Mislim, ti Karpati ne pomenijo nobenega vav. Če gledamo geografsko, da Karpati se ja iztečajo pri Dunaju. In če že gledate to zgodovino polsko, ki imamo iz leta, mislim, 1973, je tudi en stavek, da so Poljaki, pravzaprav se je Slovanom reklo v tistih časih Veneti, 1500 pred Kristusom, on pravi dobro, a ne? In da so ti Veneti razširjeni do Venetskega zaliva. Mislim, da tudi to prestopimo v te meje, ki so bile ustvarjanje z nacionalizmom, kot razmejitvijo, kot to, in seveda potem drugi, ker smo Slovenci bili brez kulture in tako, z tega nemško-protestantskega vidika, se je potem to tako tudi kot manj vrednostni kompleks nekje uveljavljal. Mislim, da tudi to moramo prestopiti, ne, da lahko bolj realno gledamo v preteklost. In da marsikaj tega, kar v tistih knjigah piše, danes tudi Nemci več ne. In še nekaj bi rad ravno potem, ker so največkrat Nemci, jaz jih zdaj občudujem, ker bil tudi prihodnje leto, jaz za to leto reformacije, kako velik napredek delajo oni tudi v raziskovanju reformacije in kako pravzaprav mi, žal tudi moji Dunajčani, ostajamo v kameni dobi. Tako da vsega ne predelamo, kaj napiše, to je drug problem. Prav, hvala in